doma, se s hribov daljave zazrem, pregričev dolin gora, daljavi še modro morje uzrem, ki lepše je kot doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le doma. Povej še oblaček ti bil, obhodil že vsi svet, je lepša dežela še kje, kot naša, kjer sem doma. Je vetrič veselo zabil, preletel je prek sveta in takih lepot ni našel nikjer, kot tule, kjer sem doma. Slovenija, odkud lepote tvoje, pozdravljamo tej srca in srečni tu smo doma. Slovenija, naj tebi pisem poje, ne išči sreče drugod kot le pri nas. Dobro jutro. Ne išči sreče drugod kot le pri nas. Tam, kjer smo mi doma, in doma smo tam, kjer je naša prava vibracija srca. Ke ne? In luč srca je namenjena vsem, sam eni jo še vedno ne morejo pogoltniti in ne morejo sprejeti v sebe te luči, da bi v sebi začutili mehkobo, da bi začutili, kako srček lepo bije, ampak lepo poje pesem slovenska in slovenska harmonika in slovenska viža. To je tisto, kar ob nedeljah mi prebujamo, da prebujamo tudi von po goveji župi, pa spomin na renstan krompir, kakor se reče po slovensko, pri nas je pa tenstan krompir. Tako na čebulci prepraženo in malo še, pa bo konc te matrične usode teme in temačnega sveta in dark ages. Ampak ja, mi smo se odločili, da bomo že kar vnaprej navihali na britost sodobnega, novega, ne sodobnega, ampak novega sveta, pravzaprav tistega starega sveta, ki je že pred davnimi časi bil, preden je v raj prišla, goljufiva in strupena kača in nam nasula enega sranja. malo še. Ja, in prav o kači, medtem ko je izvajalec ansambel Gadi, ne, ampak niso strupeni, oni pravijo, kaj že? Vse, kar si srce želi, malo še in malo moja je. In usojeno nam je, da se prebujamo v nedeljsko jutro skupaj na valovih radia MTK 5. dimenzije, ki oddaja na valovih megahertz. Dobro jutro vsem, 5 minut čez 8. Nedeljsko jutro je pri nas sončno. Upam, da tudi pri vas gobe rastejo, kot da bi padal dež, torej po dežju je prišlo sonce, za njim pa še gobice. Vsem vse dobro, ki jih imate možnost nabirati. Jaz nimam te sreče, jaz sem bolj po univerzumu, plujem in imam to srečo, da sem tam bolj prisoten. Gobe pa tudi še pridejo.
Skratka, dobro jutro, pravite tudi že vsi, ki se nabirate v našo bližino. In prav prva je bila Sabina iz Gorenjske, pa Polonca, valjda, ki pravi dobro jutro vsem. In dobro nedeljsko jutro vsem našim prebujenim dodaja Kristjan, pa Damjan je tudi z nami in Sabina Hudolinova, ki pravi lep in sončen pozdrav iz Gorenjskega. Ajga, dober, pa ne bo. Gorenjska, lepa in osončena, taka je tudi Notranjska. Upam, da po celi Sloveniji imate možnost videti lepo sončno jutro, pa nas absolutno je. Lepo dobro jutro pa tudi iz Ljubljane praviš Barbara in Alenka in Andreja. Dobro jutro, mi smo našli srečo na našem radiju. Pa le, tudi z nami, ki pravi dobro jutro. In ja, naj nam bo usojeno, da skupaj smo. Ja, zato smo se pa zbrali na radijski postaji. Kot to počnemo vsako jutro od 7 dalje, je nedelja izjema, sobota pa nedelja so mal kasneje, torej začenjamo ob 8. Kakor ste opazili, ne vem, ali vam je všeč ali ne, skratka imamo nov logotip in logotip pravi Radio MTK, idemo. Dobro jutro tudi vsem, ki prihajate bližje in že padajo in srca in kronce z vseh strani in neizmerno sem vam hvaležen za ta donatorska sredstva, ob katere se mnogi tako hudo spotikajo, kada bi milijone pobirali, kada bi vam kradel. Glih tako se obnašajo ljudje, ki še vedno vzdržujejo ščit, da se ne bi slučajno kakšna svetloba jih dotaknila, ne? Ampak luč je tukaj za vse, zdaj samo kdo dovoli, da luč spusti vase in dovoli, da ta luč v njemu raztopi ta lepa čustva, tisto lepo v nas, kar je, in nekako sežge vse tisto, kar je bilo slabega, temnega in negativnega. In čakaj, ko ste se razkukodajsali, RPD je rekel dobro jutro vsem skupaj, tudi tebi in Zdenka, živijo tudi tebi. Danes po noč sem gledal na YouTubeu starejše live, pesem od Leje, v celi sem se najdu, zelo lepa, praviš Damjan. Po noč si poslušal na YouTubeu starejše live, odlično, so bili live, večinoma so tam posnetki, razen nedeljski so bili live. Ja, oziroma TikTokove oddaje, tudi nekaj naložim na YouTube, kokar mi pač ne sekera s temi avtorskimi pravicami, kar se tiče glasbe. TikTok nas je skušal mal ponagajati, nam je poskušal ponagajati ta teden s temi blokadami na grafiko, zaradi tega ste mal okrnjeni bili v štartu, kar se tiče grafičnih slikic in tako, da ne morejo pa me na MTK, pa ne morejo reči, da je kupljena, če sem jo pa sam naredil, sem celo noč šraufal, da sem dobil takle lep glow pa barve, pa tako, da notice, pa tako. YouTube se je spotikal ob avtorske pravice glasbe, TikTok se spotika ob grafiko, skratka vse, sam da ne bi beseda o narcizmu, ljubezni in največjem prepoznavanju kače, ki je delovala na nivoju matrice, na nivoju zmanjšanega delovanja srca, na nivoju nizkih frekvenc, da se ne bi izvedelo kaj in kako, pol pa je kriva in grafika in muzika in vse. Ampak ne, glavni problem našega radia in moje besede je pač ta, da iz te strani prihaja ven resnica in tega se bojijo. Ne morejo reči ljubezen prepovedana, ampak bodo rekli pa, ajde pa ne bo pa glasba kriva, a ne? Kadarkoli svojim čolnom grem. To je pa ansambl Toneta Rusa, jaz mislim, da tudi tega poznate vsi, ker je pač tak, ne. Barbara, praviš, da ti je všeč logotip, the best, tudi meni je všeč, a ni, dober, simpatičen, a ni? Dober, evo, mislim, gremo mi s časom naprej, ne vem, kaj se pa s Piko Polonico zgodil, se opravičujem, Pika Polonica je padla dol, ojoj. Andrej je tudi z nami, Klemenčič, dobro jutro, pa Mateja pravi lepo jesensko jutro, draga familija, družina, tvoj novi logotip je super, čast, čist profi, praviš Sabina, bravo, in ja, je ne, valjda da je, čakaj, ga imam tako malo bliže, vam ga pokažem, evo ga, Lepše zarje, kot je jutro, še ni videlo. Pa Petra si prišla k nam, pa praviš dobro jutro vsem skupaj. RPD pa praviš, da je Michael Jackson pel resnico skozi nekatere pesmi. Ne, Michael Jackson je skozi vse pesmi pel resnico in hvala Bogu ni bil edini. Tudi Bob Marley in Freddie Mercury in Adi Smolar in konc koncev Siddharta in kup glasbenikov poje čist resnico.
in tisto, kar je nam odnegdaj brezčasno, in to je prisotnost ljubezni. Ja, boste rekli, ja, v mojem življenju ni bilo tako. Ja, res je, lekcije smo mogli dobiti in prepoznati, kaj ljubezen ni. Zdaj pa prihaja en kup ene svetlobe, ki je namenjena vsem, tudi resnica je tukaj namenjena za vse, a vendarle je mnogi ne morejo pogoltniti, ne, se jim zatika. Ljubci, dober dan, evo, jaz to vse znam. Logotip je prečudovit, praviš Polona, a nade, voda je top. Kada bi bil profi, kada bi se ukvarjal z grafičnim dizajnom, nade, ja, Turšič ga tudi pihne, ni Turšič po župi preplaval, ne vem, kako bodo zdaj me lovili ljudje, ki hočejo prav reči, da je ta radio kar neki. Sem še zelen, frekvenca je pa vaša, dobro jutro. Mikus, nič nisi zelen, vsi smo čist lepo dozoreli in lepo dobrodošel med nami. Mikus, dobrodošel med nami, vsak dan znova se oglašamo in se pogovarjamo o tem, kaj je resnica, kaj je narcizem, kaj je svetloba, kaj je mehkoba, kaj je nova doba in predvsem spoznavamo svoje dimenzije in svoje razsežnosti, medtem ko na drugi strani opazujemo, kako delujejo tisti, ki so bili proti ljubezni, ki so delovali za stran teme. Torej, kdor je proti ljubezni, je na strani teme, ali kaj? Kdor ni z nami, je proti nam in upam, da si na naši, ne na vaši frekvenci, kajti naša frekvenca oddaja na megahertz, ne, torej mega srčnost in to je tudi grafično prikazano tle gor, megahertz. Čakaj, da malo pogledam, kam ste mi spet ušli ti komentarji, kak mene to malo hecajo. Aha, pri logotipu smo prišli, pa pri temu, kje je resnica zapisana. Ja, resnico so nam pustile zvezde in cajte, da se mi malo orientiramo po zvezdah, ne? Po Michaelu Jacksonu, po Freddiju Mercuryju, po teh naših glasbenih zvezdah in pisateljskih, ne si bo Prežihov Voranc, pa Cankar, pa Kajuh, pa ima jih njih še in tako Prešeren, svašta je teh zvezd, ki pa niso iz severa, ampak so zvezde z juga in veter z juga je tisti, ki prinaša topu vetrič in topli so občutki, ko te začne prežemati svetloba, ki jo v nas aktivno bombardirajo, kaj so jim, galaktiki, ali je to kozmični cikl, ali je to Nibiru, ali jaz ne vem kaj, ali je to centralno sonce. Skratka, smo v procesu svetovnega in masovnega prebujanja oziroma zdravljanja od narcističnih zlorab ter prebujanja v to, da vidimo resnico skozi maske. In maske padajo glih zaradi tega, ker se zdravimo in mnogi empati smo že tako močno dobro ozdravljeni, da jo ni maske, ki bi nas lahko preslepila, ne? Lahko pa nekomu zaslepimo oči z našo hudo in močno svetlobo, ki jo oddajamo od sebe, medtem ko oddajamo od sebe mirnost, milino, razumevanje in se ne spotikamo in se ne vtikamo in se ne spuščamo v argumentiranja, v razna opravičevanja, dokazovanja, razlage in tako ljudem, ki od nas želijo izčrpati energijo. A ne, to smo mi pogruntali, da se mi tega ne gremo več. Eminem je pel po Didiju, pokojnemu Didiju je pel Eminem, Didi je sam začetek tega drugega vala prebujanja. Mnogi izmed nas poznamo in Pizzagate in Komet restauracijo in poznamo marsikatero svinjarijo, ki se je dogajalo v preteklosti. Tale drugi val pa je zdaj le Didiju, malo da se ljudem, ki so še malo neumne delali, da se jim odprejo malo učki in morajo se odpreti in lučka mora posvetati v to govno, gnilo, satanistično, pedofilsko, satanistično drhalarijo. Eni pravijo, da je to vulgarno reči, da so eni fukali otroke in jim cuzali drnokrom, ampak vulgarno gor ali dol, to je kruta resnica, ki jo moramo ozavestiti, pa paše ali ne paše. Sem nitke mlade ljubezni ujame, da srci v kraljestvu gora. Tihih večerov, sladkih spomimov se pozabiti ne da. Ne da. Ojla, didio. Dobro jutro, Janez Mavčec, praviš mega srčni v nedeljski objem s tvoje in naše strani. Tudi Justin Bieber in noben ne jemlje resno, ne Justina Bieberja, ne tega, ki je pel, kaj je že bil ta drug, kaj si rekel že, Puff Daddy ali kaj že,
sploh nima veze, kdo je komu kaj pel, vsi so iz istega govna, hvala Barbara, vsi so isto govno, tudi naša predsednica pravi, LGBT, idemo, LGBT, pedofilijo, dajmo mi to legalizirati, to je super, vsakega, ki pa gančo kadi pa v zapor, glavno, da imamo mi kokaina pa mrtvih otrok, to je the best, ne, to naša predsednica je to zdaj, dajmo v Ukrajini sovde, mi smo proti Putinu, pa smo Slovani, ampak jaz sem proti Putinu, vi državljani moji tudi, dajmo, ne. Zdaj pa se znajde Zelenski pri Trumpu v pisarni in Trump je rekel, v enem dnevu bom končal vojno, sem da pridem na oblast. In Trump je že na oblasti, tako da veste, brez pike pardona in tudi na volitvah bo zmagal brez pardona. Kdorkoli misli, da bo kaj drugače, je v veliki zmoti in cajte, da ta svetloba te stvari razjasni in luč je tukaj za vse. Ni zdaj več, nič se ne dogaja. Najrajš bi videli, da se ne bi nič dogajalo. Pa se, močno se dogaja in cajt je, da ljudje odprejo oči. Zdaj, dlje, ki bodo tiščali zaprte, bolj bo to svetlo in bo še težje odpreti lučke. Ampak okej, tu smo zato, da pomagamo malo osvetliti stvari. Skratka, iste ptice skup letijo, kako vrana vrani ne izkljuje oči, lovec lovcu stolček gor drži, a ne, in tako nekako vidimo, kdo je komu deval podporo. Skratka, Zelenski je prišel do Trumpa in zaključila sta vojno in je priznal ta naš, ta Zelenski igralec, ne, je priznal, da v bistvu je game over, ne, in je rekel, da v bistvu bi bilo fajn, če bi Trump pomagal še malo zmagati, ne, pa je Trump rekel, ne bo šlo, jaz pa Putin sva pa fejst prijatelja, tako da ti ne boš proti mojemu prijatelju nič žgal, tle se vset lepo pa povej, priznaj poraz. Ja, no, prav pa smo ga res popušili. Jaz tega, ja, in to že v štartu, ti in vsi tvoji pajdaši. In tle med temi pajdaši se znajdemo tudi Slovenci, a ne, pa ne Slovenci, vlade, ki so kričali, dajmo ga Putina, ne bo Putin baraba, ker Trump je tudi baraba proti nam, ker mi smo hoteli otroke žreti, mi smo hoteli satanizem, ne, mi bi to še vzdrževali in Trump, ki je proti pedofiliji, grd in Putin tudi grd, mi smo za to, da se otroke žre. In cajt je, da te stvari pridejo na plano in da rečemo, ok, saj stvar je zaključena, da ne bo pomote, sem prepoznati moramo še in jasno definirati, kaj je treba narediti s takimi, ki so se znašali nad otroki in nad otroci, ne. In itak, noben več resno ne jemlje vseh teh, ki nam probajo prodati debele laži. Itak, da ne. Urban, živijo, dobro jutro, lep pozdrav vsem ljudem na pravi frekvenci. Dobro jutro tudi tebi in Elvisa, živijo in Bieber je njihova igračka. Itak, da ja. Ne me mutati, če bom aktivna, sem na šihtu, če ne bom aktivna, Sanša, nikoli ne muteramo nikogar, ki ni neaktiven, muteramo samo tiste, ki motijo pouk s tem, da nas peljajo stran od teme in tematika današnjega dneva je luč, ki je za vse. Lejte, to Polona je dala rozico, tako, ki jo je imel mali princ, torej vrtenco in jo je čuval, a ne. In ta vrtnica mu je marsikaj povedala, a ne. Skratka, vnaprej lahko povem, da bom muteral in bomo muterali vsakega, ki se bo skušal z nami zapeljati v argumentiranje in nam razlagati, da luči ni in da se nič ne vidi, ne. In nič se ne vidi, ne. Včeraj nam je nekdo skušal razlagati, da je strah zelo dobro čustvo, da ni nič narobe, da strah je finomet, ne. Medtem, ko vsa v strahu, da bo prepoznana in bila je prepoznana in se je kar pobrala revica. Ja, in Janez Mavčec je za to, da pritisne JUZ, kdorkoli je bolj prtenovih, pa mogoče malo ne veste naših izrazov, je, da Janez utiša in zablokira, kadar je to treba. Ampak kdor in urno naprej. Veselo v Kamnik, idemo. Odhajam juhej, v planine gremo, valjda, kjer je sonček. Tomi, živijo, dobro jutro in lepo nedeljo želiš, idem, se strinjam tudi jaz, ti želim lepo nedeljo. Janez pravi, da kar idemo. Janezov uradni zaznamek je JUZ, tudi to, ja. Odlično, imamo mi tega, idemo in dobro jutro vsem praviš tudi Katka, pa Trumpa se bojijo za to, ga želijo eliminirati, RPD, se strinjam in tudi mene bi eliminirali in zgleda se tudi mene malo bojijo.
pa nimam nobenega političnega vpliva, sam gobac in je že vse narobe. In je treba Turšiča mutirati, usrati, pokozlati in tako. Ampak ugotovili smo, da to ni resnica, da je Turšič neumen, ampak da Turšič govori resnico in da se ga bojijo tisti, ki so osrani, pokakanico. Stani, dobro jutro in Urban praviš, Matej, opažam, da si še bolj direkten. Bravo, ja, idemo, mi se nič nazaj ne držimo. Nič se nazaj ne držimo in direktno pritisnemo tam, kjer je to treba pritisniti. Savo pravi, jutro šta vlada mislima, to bom preskočil, ker dajmo za začetek probati slovensko, da bom razumel. Dobro jutro, po dolgem času spremljam uživo, sicer mi popoldneve polepšajo ponovitve, praviš Irena, jaz z veseljem bi jaz dal še teh ponovitev, pa me sekera YouTube, ampak kolikor se da, pač dam. Savo, dobro jutro, lučijo za vse, kdor vidi, praviš Janez, res je in mnogi pravijo, da ni luči, nič, da se nič ne dogaja. Vse je isto, kot je bilo, smo slišali v enem. Ja, vse je isto, kot je bilo. Ne, nič ni isto, kot je bilo. Čisto vse je čist drugač, ampak hvala Bogu je drugač na lepše in hvala Bogu, da nam gre na lepše. Dobro jutro v prijetni domači družbi, praviš Marina, dobro jutro tudi tebi, če vam prav v spominu na Dolenjsko, jaz upam, da v spominu prav. In Boris, dobro jutro, ja, spal do zdaj, hudo, ja, mi pa nismo nič sespani, mi smo kar zjutraj dobro zakorakali in idemo, dali vlada zna, koj pleše, praviš Savo, kaj ti je svem, vlada točno ve, da pleše svoj mrtvaški ples, odhod v nepovrat in cajt je, da ta vlada neha se imeti za brihtno, ker smo ugotovili, da je vse to leglo pedofilije in želja po temu, da nas držijo v okovih, v suženstvu in jaz mislim, da smo to prepoznali, po toku te spoznal. Tam, kjer se v vetru ziblje tisoč rož. Ja, Klavdija, praviš, Dajmen, da si z njo na vezi in probala tudi tebe prepričati, da je strah v redu in ja, radio je v redu stvar, predvsem imamo precej že narejeno sliko o stvareh, imamo razdelane stvari in nekako lahko posodelujemo, ne more pa meni nihče več negirati, jaz vem, kaj je strah in meni ne bo noben dopovedal, da je to pozitivno čustvo, ker ni prijetno imeti strah in celotno človeštvo je v strahu, zato pa je lahko vodeno in strah ni pozitivno čustvo, vsaj ne za svetlobna bitja, za bitja teme pa je strah seveda najbolj zaželjeno orožje manipulacije in držati ljudi v kremplih, ker so v strahu, tako da mi smo zato, da sodelujemo, mi nismo zato, da si kontriramo, mi smo zato, da se razvijamo, ne da se overamo pri stvareh in da se nekako v tematiki sodelujemo, ne pa da se tematsko peljemo na stran pota, na kriva pota. Evo, Metka Dolinarjeva, praviš, dobro jutro vsi moji srčni. Dobrodošla med nami, 23 minut čez 8 kažejo kazalčki in dobrodošli vsi, ki prihajate bližje na frekvence Radia MTK, ki oddaja iz 5. dimenzije, torej iz dimenzije miru, naše pristnosti, naše primarnosti, naše avtentičnosti, oddajamo pa na valovih megahertz. Megahertz, ja. Nothing to see here, je rekla opica in si zatisnila oči pred svetlobo, praviš Urban. Ja, tako nekako nič ne vidijo, kao ne želijo videti, da so prepoznani. To je zdaj bolj težava, a ne? In strah je grozna stvar. Ja, Polona, se strinjam s tvojim komentarjem, da je marsikdo nam tukaj na radiju misli, da se bo še vedno lahko pokril, ampak šolski primeri so pokazali, s šolskimi takimi dejanji je pač gospa Klavdija nam pokazala kaj. Ampak ne bomo nikogar opravljali, mi želimo vsem vse dobro, tudi Klavdiji bi želeli, da bi prepoznala, ne da bi se z nami kregala. Mi nismo več za kregati narejeni, mi smo zato, da najdemo skupno pot, ampak očitno z mnogimi skupne poti očitno ne moramo več najdeti in smo v obdobju, kjer se marsikatere poti razhajajo in to verjetno ste spoznali sami in tisti, ki še niso, pa še bojo, da bo treba narediti ostre reze, ostre ločitve in odločitve za to, da stopimo na pravo stran, na stran svetlobe
in rečemo, ja, mi smo za svetlobo, mi nismo več proti svetlobi in to nekako spoznava tudi Zelenski in še kdo iz političnih krogov, ki so delovali na strani demokratične stranke ameriške in so ugotovili, da so čist nategnjeni iz vseh kotov. Edin v Sloveniji še ne gre treba prav butati, da bomo pogruntali kdaj, kje in kako. Dobar, mi bomo to pustili, so vegani, niso vegani in upravljanje bomo pustili od zadaj, vse lepo in prav, ne bomo se pretirano spuščali v preteklost, ki je bila čudna, bomo pa zbudili tisto, kar je bilo v nas lepo in tudi glasba, ki jo vrtimo ob nedeljskih jutrih, je narodno zabavna, slovenska, harmonka, domača in to je ta prava vibracija. Tega se bomo raje probali več spomniti in pustili moderne pajace, ki so skrbeli za promocijo za promocijo satanizma, pa bomo pustili na stran. Sabina, praviš, ljudje so v strahu, ker sebe ne poznajo, zato verjamejo sistemu, ki jim špila mačeho in očima. Ja, res je, sebe ne poznajo, ljudje so pozabili, kaj je njihov pravi obraz. Med drugim pa smo obveščeni, da bomo gledali film, kjer bodo igralci pozabili igrati svoje vloge. Kar se mene tiče, jaz to že vidim, ne? Vidim, zato ker pač empat ozdravljen vidi stvari na energetskem nivoju, na miselnem nivoju in težko se nas pele scati naokrog, ne? In empati že znamo vzdrževati svojo energijo in imamo čustveni ekvilibrium, torej čustveno ravnovesje, skrbimo za to, da ne padamo ven, da smo nekako, bom rekel, čustveno inteligenco nekako vzpostavili, da smo čustveno zreli, da nismo čustvene razvaline več, da se nas ne da čustveno vplesti več v trapaste zgodbe, ki so nas izčrpavale. Ne? Boris, praviš, dragi moji, svetloba je tik pred nami, toliko stvari se bo spremenilo, da bodo ljudje šokirani. Boris, se strinjam s tabo, absolutno, ljudje bodo šokirani, sploh tisti, ki še vedno delujejo na strani temačnih, jih bo sezulo, dočim nas, ki pa smo, se že, bom rekel, zadnje leto 2, 3, 4 adaptiramo na spremembe in spremembe nekako jemljemo za samoumevne oziroma za del življenja in smo se pripravljeni prilagoditi spremembam, saj so spremembe na boljše, saj niso na slabše. Mislim, na eni strani izgledajo slabše, pa niso, so glih v pravo smer, sem čakal, a vam paša ta muzika, pemtiš meni to knavija, kak norca. Krasno je, meni je the best, pa upam, da se tudi vam kakšen spominček tako pripelje na plano. Skratka, tudi mi, ki smo se že nekje začeli adaptirati, tudi nam bodo stvari šokantne in ko bo razkritje dokončno, marsikčesa še ne vemo, zaradi tega, ker se v ozadju dogaja zelo, zelo skrbno načrtovana in tajna vojaška operacija, da ne bi se vzplamtela napačna smer in napačna zgodba. In da je lahko sovražnik, torej narcizem in kompletna matrica ter kabala, da je sesuta tako, kot se zagre, korak po korak, torej dekonstrukcija starega sistema. In ja, mi se na to že nekje prilagajamo in tako, ampak tako, kot praviš, Boris, marsikaj bo prišlo ven in bo ljudem bodo čeljusti dol padle, verjetno tudi meni in nam vsem, ki že kaj vemo. Kaj se bo zgodilo v glavah tistih, ki pravijo, da se nič ne dogaja, da se ni nič zgodilo, tam pa ne vem, kako se bo njim dogajalo. Jaz samo pravim, prenehajte ljudje z ignoranco, dajte odpreti oči pa priznati, da je kakšna stvar res narobe. Ne morate reči, ja, sej vlada je kar v redu, če pa ni pizda, če so pa pedofili, halo, če žrejo otroke, podpirajo pedofilijo, halo, na vrhovih naše vlade so ljudje, ki bi za časa Tita mogli biti na otočku tam blizu Raba, a ne? Vsi vemo, kam tangeram in targeteram, a ne? Janez, praviš Sabini, da objem čarobnica in lep dan želiš absolutno Jasminikus, dobro jutro, za zamudo vsem in vsakemu posebej in idemo. Kaj da ne, živi in pusti živeti, praviš Polona, nič drugač, ali smo res pripravljeni na veliko, veliko obilje, Matej, kaj praviš, nekaj mijo na računo. Ja, smo pripravljeni, se pripravljamo na velike spremembe
Kako točno bo šlo dalje, pa nam bodo galaktiki iz dneva v dan sporočali, kaj so naslednji koraki in nekako na te navodila se jaz kar naslonim in niso vedno to zgolj galaktiki, ampak te naše intuitivne misli, ki preletijo med meditacijo. Čez 3 zelene travnike. Smo, ja, pripravljeni smo na lepe spremembe, Boris, absolutno. Kako, kaj, kdaj bomo pa pustili počakati še mejčken. Tudi galaktiki nam želijo lep dan, praviš Janez, absolutno, galaktiki so vedno z nami. Ekipa jutro iz Dolenjske, praviš Maja, Narcis me je zbudil in takoj sem se priklopila na radio, da mi ne pokvari dneva. Ja, priklop na namernost je izhod iz panike in rompompoma, ki ga ustvarjajo vsi, ki so na strani temačnosti, pravzaprav vzdržujejo svojo lastno temo znotraj sebe, ampak ključ je tukaj za vse. Treba je odpreti oči, treba je odpreti srce in dovoliti, da pridejo stvari v nas. Pa saj življenje je lepo, mirno je, krasno je, če ga tako vidiš, če ga pa poslušaš strani sistema, pa okolice, ki ti ne želi dobro, pa je seveda vse narobe, itak da ja. RPD praviš, pedofilija je najhujša in najgnusnejše dejanje, kar lahko obstaja. RPD se absolutno strinjam in to se mora končati, ne pa da se legalizira. In ljudi se ima na tak način, da ne vejo niti ali so moški ali so ženske, se pravi nek lažen občutek, da zdaj, če si moški, verjem, da se boš v ženskem telesu boljš počutil. Skratka, ljudje se ukvarjajo s čist napačnimi stvarmi, namesto da bi uživali v tem, kar jim je sam Bog in stvarnik ponudil, se verjamejo Luciferju, ki pravi, bodi drugačen, kot te Ata naredil. Res, kakšen je to program in kučebuli? Ne more biti normalno, kar naenkrat, če pa ni normalno. Bolj normalno bi bilo, da imeli milijone, tako kot pravi Boris, ne? Bolj bi bilo prav, da se losamo od teh pohlepnih, podkupljivih vlad po svetu in temu tudi tako špila. Bomo mi zašpilali našo veselo, ljudsko, slovensko pesem srca, kjer je upeta resnica. Ne? Ljubezen ima rada resnico, ljubezen ne mara varalic, a je tako, tudi laži v vsakem partnerskem odnosu so razdiralne narave, kaj ne? No, in odprtost je tist, kaj se išče. Brigita, dobro jutro in dober dan prav vsem, tudi mi ti želimo dobro jutro in dober dan. Vsi, ki nismo izbirali bližnjic, kot so jih zbirali temačneži, bomo bogato poplačeni, že zdaj občutimo obilje, praviš Tomi. Ja, malo si včasih narobe smo si predstavljali obilje, ne? Obilje je Satan rekel, to je cash in to je to, kar se lovi. Medtem pa smo pozabili na obilje sreče, miru in radosti znotraj nas. To pa nam je bilo istočasno ukradeno medtem, ko smo gledali in se borili v tem sistemu za preživetje, za evre, za nek, bom rekel, družbeni statusni simbol, ne. In mnogi milijonari dokazujejo, da v bistvu sep nimajo nič, kaj ti pustijo. Zmožni so pocepati, zbrati cash za cepiva in distribucijo in reklamo in vse, niso pa sposobni ljudi nahraniti. To bi mogel vsakmu že malo film užgati, ampak počas, izgleda, da bomo počas. Danes vas pa bolj zgodaj zapuščam, praviš Simona, grem po gobe, pa samo mušnice lahko prpopam, no, teh ne bomo jedali. Bog ti požegne, srečen gobi ulov in lepo nabiranje gobic, kar je seveda tudi značilno za Slovence, da imamo gobice anade. Gobice imamo in gobice so krasne in tole je ena izmed gobic, ki jih je najdla naša Sabina. Ne? In pojedla jih je, bem ti fliko, jaz pa nisem še gobe najdel letos, nimam te sreče. Silvester, praviš dobro jutro, tudi tebi. In Simona, lep dan, uživaj in velik ulov gobi ti želim. Boris, ti pa greš nekaj pojesti, se vrneš, danes je eter odprt za vse, ker je nedelja. Mislim, da bomo sem Sabino povabili, ker rabim ne vem koliko minut še, da neko stvar izpolnimo. Bova pa midva Boris naredila tako, kot so se včeraj menila. Čakaj, da vidim, ne, sploh ne bo. Danes ne bomo, sploh ne rabimo niti vklopa, ker smo tudi to že rešili. Izgleda, da imamo vsega dovolj. To je to, odlično. Moja gobica, kraljica mojega, ti moja gobica. Sem da ni una za pomivati,
boš da se nabira une gobice, jurčke in tako, in da se pohane marele ali pa marele kot zrezek so ful dobre. Janez, si probal gobo marelo kot zrezek narejeno, malo soli, malo popra, pa na polnco, na svinjsko mast, dup. To je krasno. Jaz imam take marele rad. Dobro, lepo dobro jutro voščam vsem 5 minut čez 8:30. Se mi zdi, da smo že 2 uri skupaj. Tako se mi zdi, da imamo že en kup stvari obdelanih in prežvečenih, ampak ne. Danes bomo nekje do 10 skupaj, se mi zdi, da bomo tako prepeljali, tako da imate lahko malo plane, kaj boste počeli, kakšne imate nedeljske plane. Vsekakor pa se moramo zavedati, da je luč na tem svetu in resnica na tem svetu namenjena vsem in za vse je tukaj. Torej, vsak sam izbira, ali jo bo sprejel vase ali jo ne bo sprejel vase. Mi bi pa tako želeli, da bi vsi ljudje vzeli svetlobo vase in postali del svetlobne družine, del družine, ki želi nazaj zbuditi to, kar smo včasih bili. Eno krasno pleme, ki se je znalo med sabo nemudoma vse zmeniti in nekje na radiju MTK vsako jutro in vsako dopoldne dokazujemo, da se da med normalnimi ljudmi na hitrco vse zmeniti in tako družbo si želimo, brez komplikacij, a ne? Mi si želimo nekomplicirano družbo in nekomplicirano je življenje vsakega posameznika, a ne? Tok mi je lep komad, a vam ga lahko pustim tale komadič, a? Pa galaksija je preletela. Ja, halo, Polona, thank you very much, thank you. Pa bom dal mečken za prekratko pauzico, to nov logotip. Za tabo šel bi vse povsod, do tebe bi že našel pot, ti še ne vrneli nazaj, ostani tak, kako si zdaj, da tele srečam, da si še, a prav mi je. Za tabo šel bi vse povsod, do tebe bi že našel pot, ti še ne vrneli nazaj, ostani tak, kako si zdaj, da tele srečam, da si še, a prav mi je. Te domače viže, banda. Da to ni nič, te domače viže.
da so navaden kič. Niso, domače viže so naše viže, dragi moji. Vete zasrdi, pa se urno zavrti, ob kozarčkih se glasi, te domače viže. Kaj govori za domače viže, enim žicom, drugim ne, te domače viže. Zase pa vem eno le, da mi sežejo v srci, da imam jih rad nadvse, te domače viže. Jih rad kot jaz, te domače viže, naj zapoje na ves glas, te domače viže, naj odmeva od gora, čez deželo do morja, saj Slovenec rad ima, te domače viže. Saj Slovenec rad ima, te domače viže. Ja, takole ima Slovenc rad domače viže. Zatorej sosed in torej sosed, dober dan. Dober dan vsem, ki ste prišli k nam, ko kažejo kazalčki 42 minut čez 8. Koliko je to? 17 minut do 9. Dobro jutro vsi na valovih radia MTK, ki oddaja na valovih megahertz. Domača glasba, melodija ljubezni, atova vibracija je to. Ja, predvsem je nam ta vibracija precej domača, precej znana nam je, zato pa se temu reče domača glasba. Ja, in med tem časom, ko sem vam spustil par slikic, me je že nekdo prijavil. Turšič ima spet drugo, nima lastne grafike. In sem že dobil od TikToka, sem vmes že mogel odgovarjati TikToku, da je to vse moje. Da je to vse naše, ne? Da bomo mi tudi na vaši strani, da kaj zgenerirate z chat GPT-jem in tudi tako je nastal ta logotip, nič drugače. In nas probajo prijaviti na nekaj, kar je čista laž. Ne morajo nam očitati ne resnice, ne ljubezni, ne svetlobe, ne resnice, niti grafike več. Ne? Muzika je pa dovoljena. Ne? Muziko pa TikTok sam po sebi dovoli. Ne? In kaj zdaj? In kaj pa zdaj? Kaj bodo pa zdaj rekli? Da smo pa vulgarni, da pa preklinjamo. Nič ne preklinjamo. Nič ne preklinjamo, tako kot nam probajo očitati razne tete. In še kdo, ki bi nas rad zdrsnil na poden, pa ne gre več, nas se ne da več, ne. Gre sem 2-krat na let. Nisem bolj oslovske narave sem jaz in nisem šel na led sam enkrat, ampak milijonkrat. Pa sem ugotovil, da sem na tem ledu postal umetnostni drsalec in znam drsati po vsem ledu, ki ga v vseh sluzastih terenih, ki jih je pripravil ta matrični sistem. Sistem teme, da bi ja padal, ampak empat ozdravljen ne pade več na nobeno foro, kajti luč znotraj empata je tako močna, da osveti vsako limanico in vsako zanko in vsako poleno, ki pade pod noge in ga znamo preskočiti in smo tudi uspešni maratonski preskakovalci čez ovire, ki nam jih življenje nametava. No, ne življenje, saj življenje nam daje lekcije. Chat GPT praviš, Janez, da pa nočeš več s tabo brezplačno delovati. Kaj pa jaz vem, 2 slikci na dan so fraj lauf, zdaj pa verjetno se da tudi kakšna aplikacija naložiti pa malo naokrog, pa se tega je kar nekaj. Dajan, dobro jutro tudi tebi in takole z muziko se bomo naslednjo nedeljo prebujali skupaj, dragi moji srčki.
O ja, naslednjo nedeljo pa se bomo prebujali v Kolibi in naslednjo nedeljo verjetno ne bo TikTok live in verjetno naslednjo nedeljo ne bo niti v soboto. Soboto tudi ne bo. Torej, naslednji vikend mene med vami na tak način ne bo, bomo pa skupaj fizično se družili na pikniku, ki ga organiziramo prijatelji radia Mega Srčnosti. Anade, vse, kar je narejeno z ljubeznijo, že nadaleč sveti in tako v temni sveti, še v tako temni luknji, praviš Polona. To je apropo temu, da imamo nov logotip. Urška, prav prisrčen pozdrav vsem, danes je tako lep dan in me vleče na snežnik. No, snežniku je verjetno že sneg. Ne, verjetno da ne. Ja, to mi lepo si dodal, viže, ki nas dvigajo više. Zatorej sosed, dober dan, točen kole, dober dan vsem. In praviš, Janez, da tale muska kar dvigne zastor svetlobi. Res je, se strinjam. Kdo je prišel? Olga Jermanova, hvala za slikice, za lep jesenski ulov sem uvidel, mail nisem na njega odgovoril, ampak ja, lepe slikice. Mogoče bi še te lahko ponucali, vidiš, ker je glih jesen, mogoče pa lahko celo to naredim međuvremeno, a miš, da ne. Marski smo sposobni narediti med tem, ko se ukvarjamo z radijskim programom. Da bomo pokazali še, kaj je Olga nabrala. Olga je pa nabrala tlele in gobice. Bom probal zdaj to zdownloadati. Kaj da ne? Zaprla vrata. Skoraj ne prižge. Evo, takole je pa Olga nabrala material, vam pokažem tole. Olga Jermanova je imela tak krasen ulov gob in kostanja in marele in vsega. Kaj bo zdaj rekel TikTok? Da imamo kupljeno grafiko. Olga, upam, da nam daješ pravice, da nas ne bo TikTok blokiral na slikce. Ne, sej nam nič ne morajo več. Dragi moji, mi smo šli toliko naprej, da je gotovo maša. Mi smo šli toliko naprej, da v bistvu orožje, ki ga imajo proti nam, ne funkcionira več. Čist simpel, a ni? Čist simpel je to. Grafika je avtorska in avtor je Matej Turšič, naj presežek njegovih sposobnosti ne zmoti tistih, ki jih pač ne znajo ustvarjati. Tisti, ki jih, čakaj, kako si pa pol dokončala Sabina? Tisti, ki jih pač ne znajo narediti. Tisti, ki takih sposobnosti niso razvili. Ja, nekaj, treba je vedno poiskati pot, kako se da kaj ustvariti in empati smo reševalci problemov in ustvarjalci raznih kreacij, ker imamo talente in smo s temi talenti prišli na ta svet in te talente nam je Ata rekel, dajte izkoriščati. Na tak način boste vsi živeli v blagostanju in ne bo vam treba prav nič se matrati za to in z užitkom, Matej, boš delal stvari v življenju, boš videl, prav rade vole se boš zbudil, pa boš delal stvari. Jaz to 10 let nazaj nisem razumel, zdaj pa v piko razumem, da se najrajš zjutraj zbudim in ko mi čakam, da je tista ura, ko se prižgemo, med tednom ob 7, za vikende ob 8, ko mi čakam. Danes sem hotel že kar ob 7 se preklopati, jaz sem bil že kar 20 našponan, ampak se je kot nič, Matej, take it easy, daj spijeno kavico v miru sam sabo, pa boš videl, bo pol zihar glih prav. Boris, praviš si nazaj, gremo štet ure do konca luči svobode. Ja, svoboda se začenja znotraj nas in marsikdo od nas je že čist nabrit, ko mi čaka, kdaj bo ta dan, ko bo prišel ta dan razodetja končnega, ko bomo rekli, ko bomo ugotovili, da smo svobodni izpod oblasti teme, ki nas je držala v kremplih in tako vsakega posameznika kot družbo in mnogi izmed nas smo že zdaj navdušeni, že zdaj sproščeni, že zdaj navihani, medtem ko mnogo ljudi, ki še vedno delujejo na stran teme, gleda čedalje bolj v tla, čedalje bolj se zapirajo, ne upajo se nič povedati. Včeraj sem šel na kavo, pa sem jih poslušal malo te falote, so imeli, dež je, ja, sej so ga napovedovali, ja, sej ne bo dolgo. Ja, sej malo mora biti. Ja, sej, no prav. In bila debata o dežju tisto minuto pa pol, pa je bila pa spet tišina. Celo musko so pozabili v lokalu užgati. To je že hudo ratuje, da tudi muska jim ne pele. Ne? Da bi človek dal musko pa rekel, naj bo vsaj muska, če že folk ne more nič povedati. Ne? Pa ne gre, tudi to ne gre. Ja, tako nekako probamo na radiju MTK povedati, kako je pomembna beseda, kako pomembna je naša govorica, kako pomembna je glasba
kajti glasba je jezik vesolja in nekako vam poskušam skozi te moje vsebine zavrteti kar nekaj glasbe in kot ste ugotovili, 3. nedelja zaporedoma je, ko smo se odločili, da bomo vrteli zgolj domačo narodno zabavno glasbo, kajti mislim, da jo v tem prostoru tiktokovskem močno primanjkuje. A ne da. Saj jo imamo nekaj na radijskih frekvencah, ampak kar se mene tiče, je precej hitre, moderne glasbe, tudi v narodno-zabavni glasbi, ki je kar malo prehitra, ker v bistvu težko plešeš na tako glasbo, kajti ta glasba je namenjena izražanju tudi v plesu. A ne da. In ja, odštevamo ure, naš naslednji vikend ne bodo mogli blokirati, naslednji teden nas ne bodo mogli blokirati, praveš Tomi, in tudi Lešnikov ne bo, razen v Pogači. Lešnikov kruh sem obljubil, pa nič na tem naredil. Tudi to bom naredil. In svobode nikoli ne bo konec, bo pa konec teme, to pa absolutno. RPD, jaz bi se z veseljem udeležil piknika in pridružil dobrim ljudem, vendar žal ne morem. Ja, sej žal je tudi kapaciteta že izpolnjena, tako da za naslednji termin bomo pogruntali, kdaj bo, nekje v novembru. Bomo videli in na bolniški si RPD. Ja, Bog ti požegnaj, vse dobro, pocajti se, kakor se pač hitro da. Lovljenja na smrdljive in nebuloze pri nas ne pali več, tako lovljenje na sprdljavine in nebuloze pri nas pač ne pali več. Res je, nas se pač ne da ujeti na bedarije in čustveno se nas ne da zmest in zbegati, ker nekako ne dovolimo več. Ne, pravi TikTok, da nisem jaz prav odgovoril, da ni on approval apela, ker sem apropo temu, da me je nekdo parjavil, da sem rekel, da so naše grafike pravi, ne pa niso. A vsi vi morate misliti, s čem se jaz ukvarjam, ampak nimaš tam človeka, da bi rekel, ej stari, ne, nimaš, tudi maila nimaš, ti imaš samo neke možne izgovore, ampak nikaj. Daj, moj dan, dober dan, kako že, dober dan, moji dobri ljudje, praviš Darja, dobro jutro in dober dan tudi tebi in tako, vse štima, v redu je, vse štima, cifre, sploh ne morem zastopati Darinka, mislim, da tole, ta user 92, to je Darinka, tak zakaj Darinka ne greš v aplikaciji pa napišeš svoje ime, sploh ne razumem tega, pa že 42krat smo ti rekli, daj no spremen, ker ful, to je tok simpel, kot pasul, greš na svoj profil in pol se nekako nam je hecano, veš, pa se spotikamo ob to, pa še tako smali na pol, pa smo seveda skeptični, zaradi tega je pol pač nepotrebne besede uletijo ven, tako da res ni težko zamenjati imena, greš na profil na TikToku in rečeš uredi profil in narediš svoje ime, to ni znanstvena fantastika. Na en kup novitet se bo treba naučiti, tudi jaz nisem grafični mojster, pa naredim takole grafiko in marsikaj naredim, pa nisem noben strokovnjak za to, ampak moramo se malo potruditi, zato ker v tem svetu želimo biti prepoznavni. Obdobje skrivačev je konc, ne, in tako nekako smo postali tudi precej občutljivi na vse ljudi, ki nimajo svoje slike, nimajo svojega imena in to je prav, da nekako zdaj, kje glasu tudi še niste sposobni od sebe dati, to, kar bi bilo od nas zahtevano pravzaprav, tudi iz moje strani je bilo zahtevano, Matej oglasi se in tako, in sem se mogel in tudi meni ni bilo te prvič simpel, pa je pač dalje lažje in to tudi Sabini prejšnji mesec ni bilo čist simpel prvič, pa je drugič pa petič pa je čist easy peasy, ne, tako da vse to štima. Naj ti dokažejo krajo in pokažejo original, praviš Jasminikus, ja, ne vem, kva na marele me bodo zdaj lovili, ne, bomo mi zrihtali, nimajo šanse, da nas poklatijo, ampak meni je jasen, da to počnejo negativci iz pozadine, pošiljajo neke prijave, ki v bistvu niso. Ja, sliko imaš svojo user 929, ampak smo ti že 15krat rekli, daj no si ime spremen, slika je, ampak jaz sem te po sliki prepoznal, vem, da si Darinka, ker se iz Facebooka poznava. Škoda je vsakega prerekanja, ime si spremen, pa je problem rešen. Veš, kad tle 15 komentarjev zaradi tega, ker že 20krat rečeno, da ime je spremen, se vse lepo in prav. In tako. Še enkrat, grafika MTK je avtorska, avtor je Matej Turšič in naj to zadostuje in ne vem, v kaj se probajo spotikati, Sabina se strinjam, ampak okej, nas želijo utišati, ne? Nas želijo utišati, Trumpa so hoteli utišati. Kako?
da so na njega zmetali en kup enega blata. Za Putina smo slišali iz medijev samo to, da je kriminalci in da je vojni zločinci in neki, ampak ni res, on je zadušil vse vojne, ki jih je probala in NATO in Amerika in vse članice NATO so probale narediti vojno, narediti konflikt, narediti nemir, ki ga je Putin lepo zadušil, ampak pošical tisto, kar je bilo za pošicati. Koliko bi bilo pri nas treba po parlamentu marsikoga pošicati, za razliko od Trumpa je Putin rekel, mislim, ljudje so krivi in raznih zločinov nad človeštvom izdajo in tako naprej. In je rekel Trump, jih bomo pripeljali pred sodišče, ker vemo, da so krivi. Putin je pa rekel, ma veš kaj, jaz jih pa imam nič na sodišče vlačil, škoda cajta in vsega. Najlažje, če so krivi, jih mi kar pospravimo na licu mesta, kjer jih najdemo, pa je. Skratka, to je bila vojna, ki se je dogajala in seveda je cel NATO, ki je valjda satanistično usmerjen in seveda demokratična stranka znotraj Amerike, je seveda so pa grdi, nam hočejo ful slabo. Ja, seveda, ker ste vi želeli mnogo slabega, ampak laž, prevara, manipulacija pri teh ljudeh nikoli ne konča in prljave igre. Oni nadaljujejo, bolj, ko so prljave, bolj jih vidimo in bolj je jasno, kdo je v tej naši družbi prljav, gnil in kdo je v bistvu nosi v sebi resnično samo temo in želi v bistvu temu svetu tisto, kar je v njemu, torej slabo. Mi pa nismo za to narejeni, mi smo pogruntali, da je življenje prečudovito, ampak se je treba odlepiti od tega mastnega, smrdljivega sistema. Dejan, praviš, dober logo je dobra grafika. Meni se kar dopade, meni je kar všeč. Bomo probali še kakšno narediti, nekaj. Tako, kaj mi manjka, sonce je pa 10 stopinj in radio v šestih, kaj ti bo manjkal, Janez, nič ti ne more. Ja, in če je kaj vreden, je vreden svojega imena. To pa res, tak sem in jaz bi želel, da bi vsak od nas bil pristen, da bi vsak od nas bil pogumen, čist in naglas rekel, dvignil roko, to sem jaz, human being in sem za človekove pravice. V ustavi pišejo, kako so v ustavi piše, kdo smo ljudje in kaj je dovoljeno in kaj ne, in tega se moramo samo zavedati za začetek. Mnogo ljudi tudi pravi, da se nič ne vidi. Pizda, odpri ustavo, boš videl, da se marsikaj vidi, kaj se ti je dogajalo v življenju, pa kaj v ustavi je dovoljeno in kaj ne. In ni dovoljeno, da nas kdorkoli, bom rekel, se do kogarkoli obnaša nespoštljivo, in to je osnova našega sodelovanja v družbi, je, da spoštujemo vse živo. Eni pač sovražijo vse živo in morijo vse živo, kar je živega. Mi pa spoštujemo in gobo in rastlino in živali in drugega in prav je, da se spoštujemo za začetek med seboj in spoštujemo prostor, tako fizični kot mentalni prostor, enako velja za mnenja, enako velja za poglede na svet. Vse to je lepo in prav, pa vendarle indoktrinacijski pogled na svet ni v redu. Pogled na svet, kot ugotavljamo, jih mnogo ljudi še vedno slepo verjame matrici in sistemu, nekako v kontekstu, kaj pa češ, tako pač je. In ta tako pač je, mi ne kupimo več. Vse lepo in prav in svetloba je tukaj za vse, ki jo želimo videti. Proces prebujanja in zdravljenja se dogaja znotraj vsakega izmed nas, ljudi, in nekateri to spremljamo zavestno, nekaterim pa se spremembe dogajajo na nezavedni ravni, imajo razne temne stvari, prihajajo na plano, na svetlobo, ki jih bo seveda ultravijolična svetloba lepo očistila, in mi imamo viola barvo, ki je barva modrosti, barva, kako že, Sabina, katere čakre, verjetno kronske ali kako že, in viola ultravijolični žarki resnice sevajo po vseh ljudeh. Damjan, ko smo bili pri imenih, meni uradno ime je Matic, drugo ime imam zato, da imam mir pred ljudmi. Polona dobro razume mojo situacijo, ki je živela tle. Vsak bo zase vedel, kako in kaj, sem da se vemo nazivati. Mal je pa res zoporen, pa ne bom šel še enkrat tja noter, ker smo že bili. Dajan, perfektno jutro, kaj češ lepšega, in slika je tvoja, vse to štima. Dominik, praviš dobro jutro tudi tebi na frekvencah radia MTK 5. dimenzije, ki oddaja narodno zabavno glasbo ob nedeljah, zjutraj med 8 in 10. Dobro jutro vsem, ki prihajate bližje v tem
nedeljskem jutru, kjer se ukvarjamo s tem, kako je luč prisotna za vse, resnica je prisotna za vse in jasna postaja, kristalno jasna postaja slika, kje smo živeli in kristalno postaja jasno, da mnogi te svetlobe, ki je namenjena vsem, ne zmorejo sprejeti v sebe, ali jo ne zmorejo, ali jo nočijo, vsekakor jo ne. Najlepša hvala vsem in za srčke in za darovice in za animacije in vse, kar podelite. Hvala vam, ne morem čisto vsakmu se posebej zahvaliti, ampak vidim pa. Jasmini, ko spraviš Janez v moja misel, kadarkoli vidim kakšnega invalida, kaj pa meni manjka. Ja, invalidi so predvsem v glavi ljudje programirano, še vedno preveč programirani in verjamejo v to, da bo način življenja, ki je bil, da bo kar pelal, pa ne bo to pelal daleč, ne? In prav dolg ne več. In z nami je tudi Adriana, ki praviš, dobro jutro, popotnica, vsak dan si na drugem koncu sveta, bravo. Majda Bergantova, praviš, dobro jutro v nedeljsko dopoldne, tudi z naše strani tebi prečudovit dan. Tako, naši ne vedo, da nosijo Boga, ki mora skozi ogrlice, skozi orglice, ne skozi ogrlice. Empati se premalo zavedamo, kako zelo pomembno je, da vse te misli, vse te downloade, da v bistvu moramo dati ven skozi naše orgelce, ne, skozi naše glasilke, kajti Ata kot tak si želi, da je slišan. Dolar, lep pozdrav, hvala za follow, lepo, da si med nami in hvala tudi za prve darove, kako že, me veseli, da si med nami. Denis, lepo jutro tudi tebi. Skratka, luč je za vse in ta luč je mentalni, kozmični prihodi v čebulo, ki se mu reče intuicija, download, kanalizacija, spoznanje, moment, ko se ti žarnica pretegne, kakorkoli ćemo temu reči, in to je nujno potrebno zvokalizirati, kajti se spomnite, dal je svojo besedo, dal je svoj glas, ne? Človeški glas ima svoj pomen in iz tega naslova je mnogo ljudi ne zna več govoriti, ker smo bili načrtno utišani, torej grlena čakra nam je bila utišana v kontekstu, Turšič, ne govorim neumnosti, veš, da si blezav, ne? Ampak nekje je prav, da damo skozi naše orgelce tisto, kar je božja beseda, pa se vendarle smo božji otroci, kaj ne? Kaj si rekel? Otroci? Ja, valjda smo božja mladina, ne? Itak, da smo otročat in ta otroškost v nas tudi ne sme umreti, ne? Zdaj več kot je lučke, bolj se tudi nas otroke znotraj ljudi vidi, ne? In zdaj v bistvu jaz sem znotraj Mateja, dobil še klobuk kot polone, vidiš, ker sem zgleda, kot da bi bil en kubojc, pa nisem kubojc, ne? Sem v bistvu eno navadno detece, ki želi živeti, ampak jaz vem, da imate vi vsi tudi tako bitje znotraj sebe, ne? In ga morate prebuditi in ga morate živeti tako, da bo vsem v redu, ne? Zato, ker mi se radi igramo, ne pa da potičke brcamo drug drugemu, mi jih ustvarjamo, ne? In božje glasilke ima, da delajo skozi, morate podati kaj od sebe. In še tako, in še nekaj vam povem, preden govorite z ljudmi, govorite sami s sabo. Zdaj jaz pa Matej se ful dost pogovarjava drugače, ne? Ful dostkrat, ne? In v bistvu ne veva točno, kdo je bolj ubrisan, ampak midva se počutva vršunsko. Prav vršunsko se počutva, zato ker sva na Freilauf, ne? Torej temu se reče drugo besedo tudi svoboda, ne? In imamo vsi svobodno voljo in prav je, da se svobodno izražamo in svoboda je tudi govora, kaj ni? Kdo bo meni rekel, da ne smem govoriti, ne? Kdo bo meni rekel, da sem butat? Vse mogoče sem zase, ne? Zase sem blihtenkasto mater. In tudi Matejček je tudi blih tak, ne? Jaz sem dobil ščipanca. Prišel ščipanc na glavo, prišel še medvedek, evo ga ščipanc, je prišel, čiv, nekaj ti butara moja, ne se bom kar nehal, ker si je prehuda, še sam sebe več ne razumem, ker sem se zafeclačil, moram se nazaj v kotu sest pa razmisliti, jaz ne bom potičko, bom čel narediti, pa ščipanca bom pekel pol. Ljubi poštar je šla v ozadju.
Budko je vse razložil, kako je s temi ščipanci in kako je treba dati glas od sebe, ne glede na to, kakšen je. A ne? Glas zavestnega človeka je nosilec visoke vibracije, ki dviguje kolektivno zavest. Res je, Sabina. Mi vsi bi mogli govoriti, ful več. Mislim, čeprav na momente je verjetno Janez se bo spomnil, kako je gospa, ki smo šla po Paradajza, rekla, pa kako ga poslušaš tega človeka, ne? To ne neha sploh govoriti, ne? Valjda, te je hotela razložiti, da sem narobe, pa sploh me ne pozna, ne? Nima veze, vse lepo in super. To mi praviš, dobro jutro, Budko. Ja, Budko je prišel naokrog in dobro jutro mu seveda pritiče, kaj da ne. Jaz še preveč opletam, zato me v vasi ne marajo, praviš Marina. A misliš, da sem jaz ful priljubljen v Cerknici? V Cerknici v bistvu nisem jaz med priljubljenimi ljudmi. Noben nič ne ve, kaj delam, ampak vsi vedo, da ne delam prav. A veš, so v konfliktu, stari. Načeloma ljudje nas ne marajo kar tako, za brez veze. Sploh nimaš ti z njimi nič, oni te pa kar ne marajo. Ampak laž se razkriva, jasno prihaja na plano, da v bistvu je treba pokazati talente in sposobnosti vsak svoje. Sej nikaj, sej jaz ne želim z nikomer tekmovati, ne. Jaz bi želel, da v bistvu smo vsi najboljši v svojem delovanju, v svojih talentih, kaj ne? To bi bilo najlepše. In nič se ne sekeri, Marina, če te ne marajo. To je vse super. To je sam znak, da delaš prav. In tako. Irena, praviš, da si pogrešala Budkota. Ja, Budko pride vsake kvatre tako naokrog, se mal prekoteli, če pa preveč pride, pa mal dosadan, veš, pa marsikomu ne paše več ta močgan. Prvič, ko sem gledal na YouTube Budkota, mi je šlo toliko na smeh, da se nisem smel smejati, da se nisem zbudil tamale. Praviš, Damjan, ja, Budko ima svoje kvalitete, ima pa. Dejstvo je, da se užge tudi en drug, meni možgan in drug se mi požge noter v glavi. Majda, tudi tebi je Budko všeč in Dejan je razložil, praviš Budko vse in tako. Dvakrat je isto vprašala, praviš Janez, javna teta, ki je rekla, kako ga Turšiča lahko poslušaš, ne? In ja, Faušija je šmentana muha. Faušija česa? Fauš so nam česa? Kaj, denarja? Kaj, frizure? Kaj? Česa so nam fauš, da imamo glas ali da znamo logotip narediti. Fauš so nam naše stabilnosti, fauš so nam naše mernosti, fauš so nam naše sposobnosti biti neodvisen od sistema, biti neodvisen, tako fauš so nam ljubezni in svetlobe. In pravzaprav si želijo, je ta sistem načrtno to svetlobo v nas ubijal in nas skušal dušiti in nam oduzeti naš glas, ne? Glas harmonike je ostal namesto glasu ljudi, zaradi tega je glasba jezik vesolja, a ne? Dom svoj zapusti. V svet smo šli, ker nismo vedeli, kako je prav, ampak ja, sabo je treba, kamorkoli gremo na tem svetu, sabo nesemo to, kar imamo. Ljubezen, svetlobo in naše talente, s katerimi kjerkoli na svetu lahko nam je dovoljeno z našimi talenti uspeti in prosperirati. In dostakrat veste, da je najtežje uspeti v domačem kraju. Le zakaj? Zaradi tega, ker je v domačem kraju točno vedo, kje so tvoje šibke točke, kaj pomeni, da si na dobri poti, kaj pomeni, da si na dobri ali na slabi poti in želeli so nas devati na slabo pot. Hvala lepa, Martin, za kronanje in Polona je stresla že 2,300 €. Te Polone, joj, kaj si ti nora, ne? Hvala lepa vsem. Ja, pripeljte mi tisto teto in bom jaz razložila, da je Matej car, pravi Angela. Ja, ne, sej. To je bila ena tetica, ki nam prodaja Paradajz iz Umaga, ne, tam hodimo po paradižnike pelate, da naredimo mezgo, da pa lahko na piknikih žremo, pa da jaz pice delam lahko čez zimo, a ne. Vse to štima, vse lepo in prav in dokazuje, dobra roba se itak sama hvali, ne? Ne rabimo nič pretirano dokazovati. Sam narediš nov korak naslednji dan in se naboriš s tistimi, ki te pluvajo. Ker če se boriš s kačo, pa jo sprašuješ, zakaj sme pičila, ne boš nič dosegel, ne boš nič bolj zdrav. Prav je, da tej kači rečeš, ti si pač kača, ti pač pikaš, zdaj si me, jaz se bom pocajtal, pa bježi od kače. Nimaš kaj kače, kaj spreminjati. In Sabina dodajaš, ja, fauš so nam naših sposobnosti, ker jih ne poznajo, vidijo pa efekt, samozavest, stoičnost in dobra volja.
Ja, se bom kar strinjal. Na klinac jim gre zaradi tega, ker smo samozavestni, zaradi tega, ker smo merni, zaradi tega, ker smo neustrašni. Ljudje živijo v gromozanskem strahu, a ne? In strah je ljudi paraliziral in luč je tukaj, da jih deparalizira. In zavriskaj in zapoj je začetek, kjer bi človek najlažje iz sebe dal glas, pa rekel vriskov, ne? Zaradi tega je bilo na veselicah zmer smiselno tudi zavriskati in dati od sebe glas. Zdaj pa ga težko damo, okej, a ne? Ker čim daš glas od sebe, rečejo, ti si pa zmešan, ne? Medtem ko smo bili mi tiho pa poslušali slamo o vremenu, ne? O vremenu, pada dež, ja, dež pada. Sej smo ga čakali, ja, sej bo nehalo, ja. Te bom rekel neskončne prazne slame, ne? Zbirajo je kaj... Ne vem, kaj sem tlele napisal. Bom mogel narediti eno prekratko pauzo, da bom sploh pogledal, kaj sem si napisal. Bodi do drugih, kot želiš, da so drugi do tebe. To je ena izmed takih stvari, ki so v življenju nam bile vedno normalne. A ne? Le zakaj se ljudje obnašajo do drugih drugače, kot bi želeli, da se drugi obnašajo do njih? To je precej velik paradoks, ne? In v življenju se mnogo ljudi ne drži tega. Obnašaj se do drugih tako, kot treteri druge, tako, kot želiš, da drugi tebe tretirajo. Pa stvar rešena. Ampak za mnoge ljudi na tem svetu, ki so delavci tame, zato to za njih ne velja. Ne? Za njih so ena pravila, za nas pa mal druga pravila. Ali kako? Ne? Zdaj, jaz si bom vzel 10 minut čez 9 eno prekratko pauzo in vam spustil mal harmonike pa mal lastne grafike, tako da boste zagledali izključno slikice, na katere nas TikTok žal ne more ujeti, med drugim pa tudi Olgine dobrote, ki jih je nabrala. Radi nas imajo, če smo šibki, prestrašeni in na izvoli, če ti časi pa so minili, praviš, Sabina, res je, uživali so, kadar smo bili šibki, ampak ne bo šlo. Ne bo šlo. Pol pa imamo, kaj vam dam naslednjo vam pa bom dal pa Nikoli pozabljena, a je prav, Nikoli pozabljena od ansambl, ki nosi ime Pogum. Prekratka pauza strani MTK radija, kajti prekratka pauza je za prekratko kavico, praviš Janez. Dobro jutro vsem, 11 minut čez 9. Morda pa tam spet našel bom si rožmarin cvetoč. Iz čaše opojnosti ljubezen sva pila, iskreno ljubila si, srčno me vse dni. Naenkrat zvestobo si čez noč prelomila, am vedela nisi ti, kako me to boli. Že gnezdece skupaj sva v ljubezni gradila, že kupil sem prstana za naju oba. Naenkrat pa drugemu si vse obljubila, a mene pustila si v samoti sred poti. Nikoli pozabljena ne boš od mene, čeprav te srci morda zdaj žene stran druga. Nikoli pozabljena ne boš od mene, ljubezen odkrila si za vse življenje mi.
gnezdece skupaj sva v ljubezni gradila. Že kupil sem prstana za naju oba. Naenkrat pa drugemu si vse obljubila, a mene pustila si v samoti sred poti. Nikoli pozabljena ne boš od mene, čeprav te srci morda zdaj žene stran druga. Nikoli pozabljena ne boš od mene, ljubezen odkrila si za vse življenje mi. Nikoli pozabljena ne boš od mene, ljubezen odkrila si za vse življenje mi. Podgorjanci je otoček, Krka mu je zibelka. Na valovih v senci gozda že stoletja zibljega. Ja, takole Podgorjanci je Krka, ki se ziblje in zibljejo se tudi valovi na radiju MTK, ki oddaja na valovih radija, na valovih mega srčnosti. Ja, na valovih mega srčnosti govorimo jezik svetlobe in jezik svetlobe je resnica in resnica je tukaj za vse in ljubezen je tukaj za vse. Na pretek jo je, neskončno je. In samo tisti, ki ljubezni ne znajo prenašati, želijo ugasniti ljubezen tudi v nas in ne smemo dovoliti, da jezik teme, torej laži, preglasi, še kdajkoli preglasi jezik resnice in svetlobe ter luči. Na preveč nivojih smo dopuščali, da je laž šla predaleč, na preveč nivojih smo dopuščali, da je laž si jemala pravico, kot da je resnica. In mi smo jo vzeli za svojo od nekdaj skozi proces vzgoje in indoktrinacije, ki so nam jo urinile vse te organizacije in razne inštitucije, od katerih se zavestno odmikamo in nekako ne moramo več sprejemati, da je to, kar so nam prodajali za realno, za normalno, za resnično, moramo sami sebi priznati, da to ni nenormalno, neresnično, nemoralno, niti ni človeško. In cajt je, da jezik svetlobe, torej da svetloba v nas, torej čista ljubezen, preglasi vse, kar je bilo temačnega in čas je, da svetloba osvetli vse, kar je bilo umazanega in pred očmi skritega. Vse, kar je bilo skrito, prihaja na plano in mnogi pravijo, da se nič ne dogaja, izhajajo iz sebe. V sebi niso ljudje naredili v zadnjih letih nobenega napredka in ker gledajo iz sebe, ne vidijo kakšen napredek, pa smo naredili empati, ki smo se začeli ozdravljati in se ozdravljamo in se z veseljem pozdravljamo tudi vsako jutro na valovih radija megasrčnih in tako kot praviš, Tomi, naše močne vezi ne bo mogel razklati nihče več, ne glede na to, kakšno količino svojega lastnega dreka, laži in manipulacije zmečajo v vas in v nas vse skupaj. Med nami je stkana ena vez, ki ni vezana na pridobitništvo, ni vezana na materializem ali na karkoli drugega kot le izključno ljubezen. Nekako zavedamo se, da pripadamo
isti rasi, da smo ista rasa. Ne? In nekako vrana vrani ne izkljuje oči, le človek človeku je sposoben izkljuti oči oziroma ukrasti ljubezen. In ne smemo več dovoliti, da nekaj, kar je napredek zaveralo, da je v ospredju. Napredek je naša rojstna pravica. Vsak izmed nas ima pravico duhovno napredovati, mentalno in čustveno se izgraditi v nekaj, pa vendarle mnogi ljudje so v zrelih letih tako čustveno raztrgani in razbiti znotraj sebe, poklani in potolčeni, pa vendarle to rano skrivajo in jo zakrivajo pred svetom in samim sabo. Na to so si dali neke povoje, ki si jih ne upajo več nikoli odviti in nekako to rano nekako uporabljajo za ščit, da lahko upravičijo svoje negativno delovanje. In ja, zavidajo nam ti, ki se ukvarjajo s temo, ki se ukvarjajo z negativo, torej ki so na strani sistema, ki so zato, da sistem ostaja tak, kot je in pač gnil in tak ne more več, ker razpada in nikoli več se ne bo postavil nazaj in to je marsikomu izmed nas že kristalno jasno. In vsi ti ljudje nam zavidajo, smo rekli, ne moči, ne zavidajo nam materialnosti, ampak nam zavidajo ljubezen, svetlobo in moč. Moč pa se skriva v mernosti. A ne? Mernost je tisto, kar ni povšeči vsem, ki so znotraj sebe precej nemerni, kajti jaz mislim, da kljub vsemu se mnogo ljudi zaveda, da je igre konec, da mask ne morejo več kazati kot resnično in težko jih vzdržujejo, kajti vzdrževati masko ega je nekaj, kar v bistvu ni enostavno, a ne? In tako Prlek praviš, da sreča pripada tistim, ki so pripravljeni biti srečni ne glede na okoliščine. Se strinjam, treba je vedno pogledati na lepšo stran življenja in tam poiskati srečo in zadovoljstvo, ki ga prinaša vsak dan znova. Skrb, kaj bo jutr, ne prinaša nobene rešitve. Žalovanje za preteklost ne prinese nobene sreče, edino tukaj in zdaj lahko svojo srečo damo bolj na glas, pa makar s harmoniko, a ne? Pa makar tako, da pržgemo radio MTK, pa makar tako, da si skuhamo sebi najljubšo kavo. To je tisto, kar je ideja, present moment. Present pomeni darilo in darilo je vsak trenutek, ki ga imamo na razpolago. Le gledati ga moramo tako, da je nam podarjen in kako že voda v reki, ki potuje mimo tebe, se ne moreš dvakrat iste vode dotakniti. Tisto, kar je preteklo, je že preteklost in pustimo preteklost tam, kjer je bila. Tukaj in zdaj ima vsak možnost stopati na stran luči in reči, ne bom več za temo, maske mi ne koristijo, bolijo me, kaj bodo pa drugi rekli, pozabi na to, kaj bodo drugi rekli, cajt je, da sam sebi rečeš, pristen sem, človek sem in ne bom delal škode svoji rasi, pa ne bo to 1 ali pa 10 ali pa 10.000 ljudi. Zdaj, kdor je naredil več škode ljudem, je imel večji vpliv, večje titule in na tak način nekje, bom rekel, naši, kot kučaš, veljaki ali pa vladari imajo neko strašno moč, kajti na tak način izkazujejo, koliko škode so uspeli narediti. Sej, od empatov nikoli ni bil noben na vladavini, kdor pa je prišel, je bil pa hitro odvržen. Vse, kar sem jaz spremljal politike, pa jo nisem prav dost, ampak v današnjem času iščem v vsemu nekaj dobrega. Torej, tudi med sodniki verjamem, da je kakšen dober, verjamem, da v medicini ni vse grdo, verjamem, da med kmeti so pravi kmetje in so taki, ki se imajo za kmete, pa znajo le še travo kositi. In tako verjamem, da so v vsaki branži in dobri in slabi. Le v politiki imam slabše izkušnje, nekako ne najdem nekoga, ki bi deloval za dobro bit ljudi. Tam empata jaz žal nisem najdel. Roksi, lep pozdrav tudi tebi, Sabina pa praviš napredek na podlagi kraje, ni napredek, je nazadovanje v vednost vsem lešnikom. Ja, v vsem je nekaj dobrega, praviš Roksi, absolutno je, sam treba je to videti. Mnogi ljudje pač vidijo samo še slabo, tudi jaz sem, pa vendarle sem gotovo, da srečo je treba pogledati z prave strani, a ne. To je isti kovanc, ki vidi, ki ima dobro in slabo in cajt je, da človek definira, ali si cifra, ali si mož, ali si kem počen groš, vse skup ne teč ne meš. Ja,
Bolje praviš Tomi, da odnehajo, saj vso žlehtnobo zdaj pokasirajo takoj nazaj in to je edino pošteno. Se kar strinjam s tabo, oni kar direktno dobijo nazaj tisto, kar pošiljajo od sebe, direktno in karma je hitra k 100 mater in prav je tako. Danes je spet tako lepa nedelja, praviš Mateja, taka lepa energija, da grejo kocine po konci. Vse kocine ne se po konci postavijo, čist sem raznežena, rada vas imam. Joj Mateja, mislim, da imamo mi tle drugega fejst radi in cajt je, da začuti vsak zemljan to lepo, nežno, mehko energijo, torej to luč, ki se v nas užiga in vsem je namenjena svetloba, ki prihaja od sonca, od kozmičnega sonca, od kozmične energije so namenjene vsem, le bojijo se pogledati to in se ne upajo sprejeti in ne morajo sprejemati v sebe te svetlobe. Nič hudega, proces prebujanja masovnega bo trajal še nekaj časa, nekako se pa morate zavedati, kdorkoli je že naredil na sebi nekaj, torej da je že toliko opogumil sebe, opolnomočil sebe, postavlja v steber moči, se morate zavedati, da smo prav prvaki tega, prav prva vojska atova, ki se na tem svetu v tem trenutku prebuja v tisto, kar je bilo včasih nemogoče doseči pri živem telesu, zdaj pa to je mogoče. Torej, je mogoče imeti, predvsem zaradi tega, ker vsak posameznik je bil, se je prebudil, je bil zvezda, je pustil sledi, ampak se je zbudil sam. Do enega nivoja gremo lahko sami. Čas je, da v bistvu kolektivno si začnemo pomagati in stopimo nivo višje, tisto, kar v bistvu je nemogoče doseči sam. Torej, zaradi tega je zelo pomembno, da se zavedamo, kaj pomeni kolektivna zavest in kolektivno sodelovanje in kolektivni glas. Torej, da se zavedamo, da smo kot pevski zbor in vsak glas šteje, če ne je solo pevc. In to solo pevc ima eno moč, kolektivni ruski zbor, če si predstavljate. Tiste 3 besede. Ne? Kaj zapojete zraven, ne morate. Vsaj pojte. Ja, in lepo me veselimo tega, da si raznežena in prav je tako in cajt je, da grejo kocine po koncu sem, da se zavedamo, da smo v nekem prečudovitem delu življenja, kjer v bistvu drugmu devamo zagon, poriv, odriv, odmik, kako bomo rekel, pospešek, ne? Kaj sem napisal, pospešek je treba dati nam vsem. In ja, življenje ni plan, tega se tudi moramo zavedati, da nismo na svetu zato, da bi bilo vse splanirano, a ne? In življenje nima nobenega plana, življenje je narejeno zato, da ga uživamo, da ga izživljamo in raziskujemo ter da znotraj sebe napredujemo, predvsem čustveno, duhovno in mentalno in tako nekako pridemo do nivojev, kateri so nam bili odvzeti. Živeli smo na nivoju najnižjega, torej tridimenzionalno, zgolj preživetje, zdaj pa je čas, da se nam odprejo vsi pretočni centri, od srčnega do kronskega, torej da se vse te čakre začnejo pretakati in to je nekaj, kar v bistvu lahko opazujemo. Zdaj, naša naloga je predvsem pomagati pri razderanju starega temačnega sistema, torej osvetljevati točke in Trump je počel točno to, zaradi tega je pa bil toliko močno osran in toliko grdih besed je bilo in izjav je bilo narejenih v kontra njemu. Po drugi strani pa je marsikomu, ki ima odprte oči, jasno, da v bistvu Trump vodi v ozadju največjo operacijo razdora te matrice in te kabale s pomočjo valjda in Putina in Mundija in Salmana in arabskih mojstrov. Kdo je že tam? Salman. Ja. Kako smo rekli naprej, Gaddafi je delal dobro za ljudi, pa jim ni pasalo, praviš RPD, ja, tudi Gaddafi in Che Guevara in Tito, vsi so v očeh, je ta sistem zelo hiter oblatil, pa vendarle lahko razumno oko, razumen možgan reče, halo, pa če je človek delal za ljudi, kako so ga ubili, ne? Torej nam je to dokaz, da celotna svetovna drhal je bila v bistvu podkupljena. Dobro, tudi Putin ni več Putin, je to drug, to prav Putin. Ta slab Putin je dead. Skratka, en kup je bilo tudi dobrih ljudi vmes in zdaj tiste, ki so ubili pa osrali, to so bili naši ljudje, kajti jaz imam lastno izkušnjo, vi pa verjetno tudi, a ne de.
Rok si praviš, tako je, tudi jaz sem mislila, da se mi skozi slabo dogaja, pa sem se dvignila nad to in to je to, ko verjameš, da ni vse slabo in si nekaj želiš, se ti začne dobro dogajati. Rok si se s tabo absolutno strinjam, treba je stvari pogledati iz pravega kota. Pesmi prepevamo in veselo vriskamo in Frenka dražimo. Daj pa še činko bo, daj cinko bo. Nikjer take iskrene ljubezni in spoštovanja kot tukaj na MTK, kdor ni naš, ne zdrži z nami, praviš Tomi, lepo, hvala in res je tako. Kdor ni z nami, kdor je del teme, ne zdrži niti poslušati našega radija, naših besed, kajti te besede svetlobe so premočne za temo, ki želi vzdrževati svoje maske še naprej in delovati iz senc. Mi pa delujemo iz esence in tle jaz mislim, da je stvar jasna in da bo zaključena prav hmal. Kak ste hudi, en tak gol imamo, 200 teh srčkov in 181 ste jih pa že nabrali, vse ste čist divji. Krasni ste, srčkati ni treba pretirano, razen če vam paše, lahko pa mi kdo pove, kam smo priplezali na teh lestvicah, ki jaz tega ne vidim. Lepa pesmica, praviš, Roksi, krasne so, že kekec nas je učil, da v eni roki nosimo sonce, torej luč, praviš, Leja, res je. Polona prijela pa zrihtala ta dnevni cilj, kaj smo rekli, da moramo dati en aplavz, kadar se takole zgodi. Hvala lepa, Polona, za dokončanje naloge in vsem upletenim v to. Me veseli, da smo takole aktivni in pridni že na vse zgode in razumemo, da je v eni roki sonce, v drugi pa kaj že, v eni roki sonce, v drugi pa v eni roki nosim sonce, v drugi roki zlati smeh, tako je, na smeh je tudi izkaz čistosti duha in kdor se zna smejati iz srca in se zna nasmehati, je na dobri poti, da živi zdravo, mentalno in čustveno življenje. Polona, ko jim karma začne izdajati račune, so pa ubogi revčki, praviš, ja, in mislijo, da bomo padli na njihovo patetičnost. In ja, zakaj se meni to dogaja? Pomagaj mi, Polona, vidiš, kakšen sem jaz trevež. Prej sem te klal 10 let, tako čustveno, zdaj me je pa karma ujela, daj mi pomagaj, Polona. Ja, mi pomagaj, ker sem to bogi, ne, sem zdaj žrtev, a vidiš me, ker sem žrtev. Banda zahojena, prljava, stari, kako smo mi padali na te fore. Milijonkrat, ne, dosti je, umetnostni drsalci smo ratali in ne padamo več in klizajo sami na tisto, kar so nam nastavili, da bi mi padali. Tam padajo zdaj sami, žal. Jaz tim ne morem pomagati, ne, ulovili so se v svoje pasti in ata to rihta, več je možnih razlag, kako in kaj. Čist simpel pa je ta, da tisto, kdor drugemu jamo koplje, sam vanjo pade in to poznamo vsi in kar kopljajo in zdaj, ko so v luknji noter pa, joj, zakaj, pomagajte mi, kaj pa je v kaščku, za koga pa je bila ta lukna? Zate. A res, zdaj ne ti pa vam pomagam, lahko ti dam lopato, da se boš lažje, da se boš hitreje zakopal do konca. Ne, kaj ti, zdaj so zabredli globoko. Jaz bi želel, da bi svetloba njih osvetlila, tako da bi jih spremenila, pa v bistvu izgleda morajo iti najprej čist na kolena, na klocne in pokazati nekako, da so zaglavili predvsem sami sebi. A ne bomo mi več padali na te trike, dosti je bilo tega. Se strinjam, vsak pride na svoj račun, praviš Roksi in kaj še super pravo nedeljsko jutro, ki pravi ne reci nikdar. Kako se bo ugnala farmacija, ki je tako zajeta, praviš Marina? Bomo mi to videli. Ujeli se bodo glihko, kot vsi ostali pajaci. Sej je že jasno, mislim, da mi je Sabina včeraj poslala en filmček, da tudi medicina sama sebi priznava, da v bistvu ni zdravila bolezni, ampak zgolj simptome zdravila v isti sapi pa še dodatno zastrupila, tako da nikaj. 28. mesto pa 7. v B1, 7. mesto smo v Ligi B1 in 28. med najboljšimi oddajami na TikToku. Dobar, ne? Očitno smo jim kar trn v peti in so nam kar fauš, zato bi nas radi takole stovkali. Ja, hvala Janez in Polona za te informacije. Karma je resnica, karma je resnična, absolutno je. Karma in dharma, torej kdor dela dobro zase in za so ljudi, je deležen dharme, a ne? Tisti, ki so nam želeli škodovati,
so deležni karme in oboje je resnično in tako. Bedanc je tudi luknjo kopal, pravi Žan. Ja, Bedanc je bil tudi en barabin, je skozi hotel druge upast, ujeti in tako. Ja, lej, nekaj en hud pasjan je živel, se futral je z ljudmi, ne? Futral se je z ljudmi, dejansko imamo primer, ko ljudje žrejo našo energijo in enkrat pa enega ujame, kako že ga hotel lonec dati, preveč je čudno dišal in preveč je bil kosmat. Uči nas tale zgodba, da kjer sta vraga dva, ki bi ljudi žrla, zmaga vedno tisti, ki ima več pasjanskega. Torej, kadar je bila bitka med empatom in narcisom, je vedno zmagal narcis. Ko pa je bila bitka med narcisom in narcisom, pa je zmagal tisti, ki je bil bolj pasjanski. In nekako nam je jasno, da piramidni sistem našega elitnega in matričnega ustroja deluje po istem principu, ne? Prek komolcev gremo, ko je jači, kdo bo priplezal višje preko trupel, torej bolj, ko si usran, višje si priplezal, tako da vse te komisarske funkcije nakazujejo točno to, a ne? Ne prižigaj luči, pa bomo mi prižigali, bomo mi pržgali lučko, tako ko se zagre. Pojejo narcisi, zdaj ne reci nikdar, da nisi ljubila me, praviš Polona, pojejo zdaj narcisi, ki so nas izgubili in se izmilijo sami sebi. Ja, mislim pa se zanimiv proces se je zgodil. Mene recimo, pa nisem jaz edini, so nekako izločali iz družbe, dej, pusti Tušiča, veš, bož, da se o njem kaj slabega zmenimo, pa pusti ne zdaj njega. In ko so mene izločali iz en kup krogov, ko čist brez razloga, ali pa so najdli kakšno tako drobnorijo, da je bilo čist bizarno. Ampak nekako smo rekli prav, jaz sem šel pol do konca, sem rekel prav, pa bom pa jaz čist sam par stvari rešil. In kaj se je zgodilo? Zdaj pa debel gledajo, zakaj pa v bistvu, zakaj so zdaj sami ostali. Ja, se so nas sami zbrcali, ne? Tako da spet je točka, ki jim rečemo hvala, sploh se ni bilo treba pretirano boriti, so nas sami zbrcali. Ampak ja, ostali so brez nas in nikaj. Zapleši z menoj ta valček 6 minut čez 9:30. Titi, dobro jutro vsem, tudi tebi dobro jutro, naj bo to v nedeljo dobro jutro, sicer pa od 9 naprej je že dan. Dober dan tudi tebi in Suzana, tudi tebi dobro jutro, čeprav je dober dan, ne, nikaj. Vse štima, pogovarjamo se o tem, kako je tukaj luč namenjena za vse in Polona še prinese ona, še enega srčka prinesla Polona, ti si čist divja, mislim, kapo dol. Me veseli, da smo takole zjutraj aktivni. Pa so se narcisi sploh zmožni zasekirati, ko nas izgubijo ali samo poiščejo novo žrtev. Lea, situacija je taka, oni so zamenjali žrtev in je stvar šla dalje. Zdaj pa, ko se mi empati zdravimo, oni zgubijo eno žrtev in iščejo drugo. In druga žrtev je že delno ozdravljena in ne pade na njihovo foro. In iščejo tretjo žrtev in tretja žrtev tudi ne dela več. In četrta tudi ne. In zdaj zdaj se pa oni sekerajo, ker žrtev ne morejo najdeti več. Tle imajo težavo, ker nas je čedalje več prebojenih empatov, ki ne dajemo več njim te energije. In meni se nežno privi. Kaki lep komad, a? Naj bo trenutek. Odlično. Kaj pa to, ko sem, kaj si rekla? Kaj si rekla, Marina, kaj pa, ko sem z vso močjo in srcem delala za druge, dokler nisem spoznala, da me izkoriščajo. Kaj pa to, ko smo vsi bili na tem, ko so računali na naše usmiljenje, ko so računali na našo dobroto, kreativnost in iznajdljivost, ko so računali, da bomo mi probleme reševali, ni problema, sam nismo vedeli, da jih oni pa kreirajo, ti banda. Sam, da so nas obremenili s tem, da nismo mogli nase misliti, a ne de. Kada smo šli pa na piknik, so nam pa še tam kakšno zakuhali, a ne de. Ampak to se na naših piknikih ne dogaja več. Dobar dan. Vam želim vsem čudovito nedeljo, praviš Red Rose. Za mene je zjutraj jutro ob kavi, praviš Suzana. Drži, prav, pa naj bo, iako je svetovno pravilo, da je eno je definicija jutra, eno je pa definicija popoldneva. Ampak ni kaj, vsak po svoje lahko interpretira, ni panike. Ja, vse je dovoljeno, glavno, da se imamo dober in da je kava dišeča in da paše ob domači glasbi na radiju MTK 5. dimenzije, ki jo daja na frekvencah megahertz in v katerem sodelujemo
praktično vsi svojo vsebino in svojim sodelovanjem. To je najbolj bistveno. Žrtev jim bo zmanjkalo, praviš, Urban, da sem lepo povedal. Ja, ko žrtev zmanjka, je pa močverje prazno, izpraznjeno in dvoživke, torej dvojni obrazi, riknejo. Vsaka dvoživka, torej vsak paglovc ima možnost odrastati v žabo in diha na pljuča, svoja lastna. In nekako mi smo žabice poskakali ven iz te močvare. Mnogi paglovci pa žal so obsojeni na propast. Jaz ne vem kaj reči. Vsak ima možnost evolvirati, za vse je enako svetlobe, za vse so enaki pogoji, pa vendarle mnogi kar ustrajajo v tej majhnosti paglovski. Anade, Rok, si praviš, da ti bi všeč komad, Sabina pa nikoli jim ni prav. To je ime njihove igre, tudi to drži. Ime njihove igre nikoli ni prav. Ne glede na to, kaj si naredil v življenju, Narcisu ni bilo prav. Ali si pometel, ni bilo prav, ker se prašičil, pa nisi pometel, pa zakaj ni pometeno. V nobenem primeru ni bilo prav, če si se sesal, je bilo zakaj ropotaš, pa ne zdaj ropotaš, če pa ne pozazaš, pa zakaj nisi. Skratka, nikoli ni bilo prav. Ja, in igra nezadovoljni v sebi rabijo, da se nekomu lahko smilijo. Ja, na tak način so iskali svojo pozornost in na plano privlekli svoje probleme, ki jih niso nikoli ozdravili, a ne? Sam tako naprej, super, nič hudega ni nam, kaj pa, super smo in kaj pa zdaj in tako naprej. Idemo dalje, Jure, praviš lepo nedeljsko jutro vsem. Ja, vse smo rekli, dan je že. Tudi tebi dober dan in jaz rabim še malček na tem delati, drugače sem super, praviš, RPD. Ja, načeloma imamo mi še kaj za narediti na sebi in to je proces. Ne? Ljudje mislijo, da bodo čez noč se ozdravili, ne gre to čisto tako, čarobna palčka ne obstaja in ne iščete nobenih bližnjic, lekcija mora biti vsaka obdelana in zavedajte se, da tudi ljudje morajo čez svoje lekcije, vsak mora čez svojo jo obdelati in piči dalje. Lekcije lahko obdelujete 30 let, 3 leta, lahko pa sem 3 minutke in tako. Jure, praviš, hvala Matej tebi in vsem ostalim za nasvete v začetku avgusta. Od danes naprej sem srečno ločen. Jure, kaj ni ti rečem? En velik aplaus. Aplaus, plazni aplaus. Ti čestitam, da si se opogumu in razsekal tisto, kar nima smisla vzdrževati. In verjetno je bilo tako že od štarta, sam priznati nismo upali, nekako smo hoteli, da bi bilo vsem dobro, a ne, drugi pa, bolj pa spoznaš, da nimajo vsi enakega pogleda, a ne da. Vase verjemi in reči jaz, ok? Čakaj, preberem, tako je, Matej, vse se dogaja z razlogom, da postanemo močnejši in boljši. Čakaj, super, vase verjemi in si reči, jaz to zmorem in si želim. Vsi smo sposobni iti čez vse lekcije, nič bat. Nobena lekcija ni nepremustljiva, nobena. Tako da vse te lekcije se nam v glavi zdijo težke, pa ne morem, pa je težko, pa boli. Ja, v redu, mislim, se boli, vsak porod boli in mamo in otroka, pa kaj ćemo zdaj, na sred porodnega kanala ostati pa reči, pa ne bomo, ne. Za otroka je tudi prvi vdih zajeb, ne, doprej je bil v vodi, zdaj pa kar naenkrat na lastna pljuča. Pač treba je to narediti, ne, treba je prerezati popkovino in reči, tajde, idemo. Mi bilega, Meni pa rdečega prav do dna. vince po grlu. Vince po grlu, malo bo Martinovo, a? Še malo pa bomo Martinovali. Kostno že imamo, zdaj sem še vinčko rabimo. Pa se je tudi lanski čisto v redu, naravi bi čisto frišen. Malo se hecam, malo moram dražiti vse te, ki se spotikajo ob vince, ki je polno resnice, a ne? In resnica je svetloba, ne? In kaj zdaj? Ti pa piješ. Ja, seveda sem tam noter marsikaj spoznal, ne? Da ko se ga jaz nažgem, nič ne delam škode. Ko se ga pa nasekajo narcisi, je pa na sam problem. Škoda, drama, psihedelija in tako. Tako da oni ga ne smejo, mi ga pa lahko. Kako že muslimani ne smejo alkohola, Italijani ne smejo kislega, Slovan lahko vse. To je kot tank, to mu ga lahko nasuješ v njega, kar češ, pa bo kar šel. Saj vidite, se stojimo k hrusti in smo Slovenci kremeniti, kaj ne? In kremeniti, kremen je pogoj, da nastane kristal imenovan kamena strela. Imate kakšno strelo božjo, materno?
Kako nek človek me kliče v nedeljo zjutraj in sem mu napisal, da ga pokličem, ampak on še drugič kliče, zdaj le nujno v nedeljo zjutraj. Imate te primere, kako vam želijo zmotati dan in sem mu že enkrat rekel, če se ti najavim, te bom poklical zaradi tega, ker imam žive oddaje, ampak ne jebejo, ne. Oni smatrajo, da imajo dovoljenje za vse, a ne, kar nekaj. In sem, ki bom pa rekel, zdaj pa ne klič me več, bo pa jok, ne, bo pa spet jok. Praviš polovno, da se učimo celo življenje. Res je, vse življenjsko je učenje in učimo se iz knjige življenja in mnogi rečejo, kje imaš pa ver? Tukaj, jaz sem ver, jaz sem doživel in izkušnja je tisto, kar šteje in ne rabimo nobenemu dokazovati svojega prav. Nobenemu. Prav je, da živimo tako, kot nam odgovarja in nimamo kaj komu kaj kart polagati. Zakaj že? Praviš, RPD, da tako je, Matej, vse se dogaja z razlogom, da postanemo močnejši in boljši. Tako je, vsaka lekcija je zato, da postanemo močnejši. Meni verjemite, da nobenemu športniku ni enostavno ta prvih korakov delati, oziroma vedno je vsak trening je v bistvu prideti do limite oziroma čez limito in enako je pri lekcijah. Ne? Sposoben si nečesa, pa dobiš pa novo lekcijo, si sposoben še. Če bi vse lekcije dobil na hmal, bi umrl. Tako pa, ko grejo počas, pa gre. Ne? Tudi tako dvigujejo težine, ne prime 100 kil, pa jih dvigne. Ne? Monika, dobro jutro in lep pozdrav, praviš, da nič ne pričakuješ, ne glede na kaj, to, ne vem, na kaj se to nanaša, ampak ziher je bilo prav. Vsak dobiva svoje lekcije, praviš, Žan, dejstvo, jaz sem dobil take, ki so bile zame, ti dobivaš take, kot so zate in vsak svoje, absolutno. Ampak ni treba se zdaj jokati in razlagati, kako je moja lekcija bila huda. Lahko razložimo, da je bila, ampak nima pa smisla objokvati zaradi tega. Bravo Jure, praviš Mateja, zdaj pa piči dalje, ker si srečno ločen. Bog ti požegne srečo, zdravje in verjetno svoboda je osvoboditev in ločeni smo zaradi tega, da nam Ata dokaže, da kadar smo sami s sabo in smo sami sebi zadost, smo sposobni življenje pelati sami, tako kot se zagre. In to je sam dokaz, da znamo. Pika je pa šla z nami, ne? Pika je rekla, dober dan, sonček že sije za vse nas. Res je, za vse je lučka in sonce. Mi pa imamo narodno musko, slovensko glasbo, ki upam, da vam dodaja mal kaj pa je svem česa? Nečesa, a ne, tega lepega, našega. Polona ne neha biti srčna dama. Je pa zdaj srčna dama postala. Če je Sabina srčna mama, si ti srčna dama, ne? Tipična narcisova, jaz, praviš, Polona, ja, narcis je sam sebi pomemben in zelo pomemben mu je, kaj ljudje mislijo o njemu in tako. Glasbo moš pa top, danes praviš, Jani, domačo za domačnost in pripadnost. Neko sončno in toplo poletje. Ja, jo imamo, glasbo narodno zabavno, ob nedeljah bo sem še to vrtel, nič drugega, a ne da. Zato, ker smo Slovenci in imamo kaj muske ponuditi, in kulinarike, in folklore, in zgodovine, in krasen, bogat jezik imamo. In prečudovit je naš jezik, ki vsebuje eden redkih jezikov svetovnih. Mislim, da je 5 jezikov v svetu, ki imajo dvojino in zgolj v Sloveniji, no, pač med temi jeziki se imate lahko rada 2. Sicer se pa po celem svetu imajo radi 3 ali več, ne? Torej, we love each other, ne? Mi. Kako vi se imate radi? Dobro, ok, družba ja, ampak če pa sta Peter pa Micka, pa se imate pa 2 rada, ali kje je še ta tretji, ne? Ni dober. In dvojina je krasna stvar in malo se komu ni jasna. Sem pa poslušal ene tujce, ki so rekli, hudo, vi imate dvojino, ne, to je čist noro. Koliko stvari se da drugače opisati in res je, zato je treba kar uporabljati naš jezik. Načeloma matrica nam je skisala naš jezik, tako da se narcisi sploh ne znajo izražati, empati pa rabimo trenirati, kajti znamo se izražati, malo rabimo premisliti prej. Super je, da znate to pisno delati in slejko prej vas bom iz luken ven zbezal, da boste spregovorili, da boste začeli govoriti, da boste v svojem svetu postavili meje jasno in glasno, nemudoma in to s krasnim jezikom, no, da ne boste se zapletali, da boste lahko intelektualno človeku vrnili, oprosti, ne. Pač to malo treba trenirati in tako.
Muska za pozitivno in srčno energijo, praviš Roksi. RPD pa hvala vsem, da ste me sprejeli, super se počutim na tem kanalu. RPD me zelo veseli, da se počutiš dober. Mislim, da se vsi počutimo dober, zato pa vsako jutro znova pržgemo TikTok in gremo zraven. Zaradi tega, ker nam je verjetno nekaj odgovarja, nekaj česar v tem svetu ne zaznamo, oziroma manjka na tem svetu in cajt je, da nekdo nekaj doda. In vsak izmed nas je tukaj zato, da opravi misijo in nalogo, ki jo lahko opraviš zgolj ti. Jaz ne morem namesto vas narediti vaše misije in vi ne moje namesto mene. Vsekakor pa smo kot kolektiv nujno potrebni, da se prebudimo in na tak način dvignemo kolektivno zavest. In ne vem, če se zavedate, kaj pravzaprav se dogaja v ozadju oziroma na nivoju, ki ga tudi jaz ne razumem, na energetskem nivoju, medtem ko se združujemo na radijskih valovih radija Mega Srčnih, ki ima od danes naprej nov logotip. Ful dober. Praviš, Jani, da imaš takoj mravljinčke, odlično, me zelo veseli in Marko je v letu, dobro jutro in dober dan Marko, tudi tebi. Prav danes sem na te pomislil, kako lepo skrbiš za moje sadno udejstvovanje, da jem sadje. Hvala lepa. Lepo pozdravljeni, praviš Cegi, pogled ti njega, sobotno jutranje prebujanje se je zavleklo v dopoldan. Paše, Cegi, ti si toliko zabrklan, še toliko si zaspan, da je danes moš se zavedati, da je nedelja, danes ni sobota in ob sobotah imate tekme, ob nedeljah imamo pa nedeljska jutra z govejo glasbo. Torej, Cegi, dobro jutro, malo se stresi, da vidiš, kako se dogaja naša nedelja, ki se pravzaprav 10 minut vidim, Cegi, da vstal si že, sem zbudil, se pa še nisi. Nič hudega, super, the best, dobro jutro, se reče takim, ki vstanete ob 10. Mi rečemo temu dober dan, ampak nedeljske oddaje pa le ne peljemo globoko v dan. Imamo nekje idejo, da je nedeljska oddaja zaradi tega, da vam tudi jaz še kaj od tedna, da nisem cele dneve z vami. Pa je naštelana tako, da imamo med 8 in 10 in kar se mene tiče počas, prihajamo do une točke, ko bo treba se posloviti in reči lahko noč prijatelji, nasvidenje prijatelji. 10 minut še manjka do 10 in veseli me, da smo takole skupaj navihani in ubrisani. Matej, lep je tvoj studio, kdor zna, da je lep studio, Ja, to je v bistvu, ljudje ne vejo, da imam jaz v tem studiu tudi kuhno, ampak ne, imam kuhno v studiu, imam v kuhni in tako. Ko bo lunce z neba zasijala, skupaj šla bova midva na pot. Zdaj vam moram zbrati kakšen dober komad za grande finale, Lovska, ne bo v redu, ljubezen, mama, čakaj. Mamo, lahko noč prijatelji, to je krasen komadič, ki sicer ne spada v lahko noč, ampak gre pa za to, da končamo naše druženje. Kar nekaj glasbe sem vam še pripravil, ampak bo ta ostala za naslednji teden. Mi v prsih srček nagaja, ko prek poljan srce mi kljub si uhaja, morda takrat se bo najna. Jaz znam tudi kaj pet, upam, da znate tudi vi kaj za pet. Ja, takole smo se v današnjem nedeljskem dopoldnevu pogovarjali o svetlobi in luči, ki je namenjena vsem in mnogi ljudje jo žal niso sposobni sprejeti vase. Mnogi še vedno zavračajo prisotnost svetlobe, medtem ko se v naših srcih vse bolj prižiga to, kar smo želeli, da je prižgano, da bi bilo prižgano, da bi funkcionirali. In vsi smo si želeli imeti partnerja, s katerim bi trajali, s katerim bi napredovali v imenu ljubezni, ne pa, da smo se zahakljali v te zanke, kjer smo bili više manje izpiti, nekateri malo bolj, nekateri malo manj. Ni bilo pri meni vse tako zelo slabo, kot mogoče včasih interpretiram, ker vem, da dostakrat govorim v imenu drugih, Nedeljsko jutro v pižami in tako za vse, ki ste tukaj, praviš Roksi, srčke podajaš in Jani, praviš Sabina, pozdravljena, danes vas spremljam z najlepšega gorenjskega konca. No, me veseli, Jani, da si v najlepših gorenjskih koncih, mi smo v najlepših srčnih koncih
In konc je temačnosti, čas je, da svetloba posije čez naša kompletna energetska telesa. Energija so misli, energija so čustva, energija je intuicija in dajte to začeti brati. To so svetlobne kode, ki jih prejemamo in želim, da jih ujamete tekom dneva čim več. Želim vam, da ujamete tudi kakšno gobo in da ujamete kakšen dober vic, kakšno dobro zajebancijo in da se nasmejete temu dnevu. Naj si bo, kaj pa jaz vem, nasmejte se sebi, naredite tako, da boste se nasmejali sami sebi. 8-7 minut pred 10 se od vas počas poslavljam in vam bom pustil še en zaključni komad. Zahvalil se vam bom za družbo, druženje, komentarje, srčke in seveda vse diamantke oziroma cekine, ki mi jih namenjate. Vse to vsekakor je nekaj, kar mi pomaga in od tega seveda nekaj imam. Zdaj le bom fasado omenil, prav hmal, že toliko se nabral tega, ne? Ne bom. Skromnost je lepa čednost in tudi vi verjamem, da ste že dovolj skromni in zato zastopite globino obilja in bogatstva, ki ga imamo v sebi. Dragi moji, najlepše hvala za vse, imejte se prečudovito. Z vami je bilo lepo, v naših srcih ste vse dni, nepozabno je bilo. Ni težko se posloviti, Lepo se imejte, čau. ko vemo, da spet se srečamo, treba pa domov bo iti, sonce kmalu bo že nad goro. Lep večer smo preživeli z muziko in nežno pesmijo, da bi radi se imeli, si želimo si srčno, lahko noč, prijatelji, z vami je bilo lepo, v naših srcih ste vse dni, nepozabno je bilo, lahko noč, prijatelji, kmalu spet se snidemo, da ostal bo lep spomin, za slovo vam pojemo. Ni težko roko podati, vas srčno objeti prek ramen, saj prijatelji smo postali, topla sreča skrita ni očem. To bilo je doživetje, ki bo dalo mnogo vsem moči, naša glasba, naše petje je naš dar za vse ljudi. Lahko noč, prijatelji, z vami je bilo lepo, v naših srcih ste vse dni, nepozabno je bilo. Lahko noč, prijatelji, kmalu spet se snidemo, da ostal bo lep spomin, za slovo